in smo že nazaj. In so že obe skupaj. Skupaj. In bomo šli spet naprej. Na teren. Ja, jogelen, jogelen. Jogelen, jogelen, točno tako. Beseda žongliranje pravzaprav izhaja iz besede jogelen, ki pa pomeni zabavati. In žongliranje je namreč dejavnost, pri kateri posameznik na zabaven način rešuje različno zapletene gibalne naloge. Pod besedo žongliranje si najbrž večina predstavlja te 3 žogce in tak meče, je pa veliko več kot samo to. Imamo od vrtenja, ja, lahko imamo kontaktno žongliranje, ampak v osnovi je metanje in lovljenje. Mečemo in lovimo, ja. Lahko pa nimamo za žogice, ne? Tako. Lahko imamo rutke. Tako kot je že takrat Gala počela z tabo, Lukatom in mano. Ja, lahko se žongliramo z ljudmi, lahko z rutkami, s kegli, obroči, ampak vedno je cilj rekvizite čim dlje obdržati v zraku. Točno tako. In več o tem boste govorili Eva Boke-Zibler in naša Gala. In naša Gala na terenu. In mogoče ne boste samo govorili, mogoče boste celo kaj prikazali. To bi bilo tako dobro. Poglejmo si, Gala in Eva, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, Maša in Tina Vesna in vsi gledalci, lepo pozdravljeni. Jaz sem tukaj na špici z žonglerko Evo, lepo pozdravljena Eva. Zdravo. In lepo sta napovedali, kakšne vse rekvizite lahko uporabljamo za žongliranje, med drugim ste omenili tudi ljudi. Ampak Eva je za žongliranje kot glavni rekvizit izbrala žogice. In jaz bi v bistvu za začetek vprašala kar, zakaj žogice? Žogicami sem začela, z žogicami sem se naučila neke začetne trike in sem kar ostala na žogicah, so mi fajn. Super, se meni so žogice tudi všeč. Sicer tukaj zraven imam še, malo bom umaknila najno instalacijo, če smem, sem si kar dovolila. Imam še poje zraven, tako da če se sprašujete, kaj so to poji, so v bistvu žogice na vrvicah, ne, in potem se jih vrti, bo potem mogoče še pokazali, kako se jih uporablja. Ampak zdaj, ko smo z našo gostjo Evo, bi jaz kar vprašala, kdaj si se srečala z žongliranjem in kako ter zakaj si se odločila, da se temu resneje posvetiš? Enkrat je na našem treningu zelo dežval, mislim, da sem bila v 4. razredu osnovne šole in potem nas je trener naučil, smo šli pod streho in nas je naučil žonglirati s 3 žogicami. In potem sem to pozabila, da to znam, in potem sem falirala faks, biologijo in sem se spomnila, da znam žonglirati. In potem sem hodila v Tivoli in žonglirala s komer je bil pač tam. In potem sem v bistvu kar v tem ostala, zato ker je bila vedno ful dobra družba in uživala sem zraven in prek tega se tudi, ne vem, naučila nekih, kaj pa vem, mene to sem zdaj že zabluzla. Zakaj se temu res ne posvetim? Nikoli zares nisem nehala, pa so stvari kar šle kar same nekako naprej. Tako da, ja. Zdaj me v bistvu zanima, ko si rekla, da na treningu vas je naučil trener žonglirati. Na kakšnem treningu? Kaj si pravzaprav trenirala? Tenis sem igrala. Aha, ja, saj potem teniške žogice pa pol žongliranje je kar lep prehod, ne? Kako pa si se v bistvu do zdaj že udejstvovala kot žonglerka? Si mogoče članica kakšne skupine, na kakšen način sploh ohranjaš to prakso, razen pač svoje individualne? Ja, nekaj je, da te stvari poučujemo. Imamo eno društvo, Cirko Krog, kjer te veščine učimo, tako da je v bistvu tudi neko udejstvovanje v razmisleku, kako zdaj to učiti ali pa kakšne vaje pripraviti, tako da to je en aspekt. Potem imamo eno žonglersko performativno skupino, mi smo Nismo, kjer delamo predstave in tudi učimo odrasle. Potem na ulici, ne vem, za kakšne ulične akcije
Potem bi rekla, da mogoče tudi ta inštalacija iz vžigalic je neke vrste žongliranje, ker pač išče ravnotežje iz večjih elementov. Same zanimive stvari. Zdaj, omenili sva, oziroma si omenila, da išče ravnotežje. Zdaj, jaz sama pri svoji žonglerski praksi sem opazila, da eni triki so kar zahtevni za osvojiti in kar nekaj traja, preden se moji možgani navadijo na neko novo gibanje. In tudi, ko sem prebirala o žongliranju, je v bistvu en kup enega pozitivnega doprinosa, ki ga ima žongliranje. Tako da me zanima, kakšne so te pozitivne lastnosti, ki jih človek razvija, ko žonglira? Dobro se naučiš ciljati. Če rabiš koga kdaj ciljati, je to razvija žongliranjem. Potem mislim, da razvijaš neko, pa ipak imaš več točk nekako v zraku ali v prostoru, tako da nekako razvijaš, ne vem, ali je to enakomerno zavedanje vseh stvari v prostoru. Potem veliko manj šalc razbijaš, tako jaz odkar žongliram, sem dosti manj stvari, še zmeraj razbijam, ampak tako, kar nekako včasih ujameš pol kakšne stvari, ki padejo s police, pa sploh ne veš kako. Neko koncentracijo, mogoče nek mir po svoje tudi, pa tudi frustracijo razvijajo, v smislu, ko se pač učiš, pa čutiš, da si zdaj tam nekje, pa pol kar ne gre, pa te pol lahko sfrustrira, ali pa ravno obratno, da imaš nek ta preboj, pa poštekaš nek gib. Tako da gre za tudi neko fizično koordinacijo. Tudi mišice razvijaš v bistvu, predvsem te med lopaticami in bicepse, to zelo dela. Pa razvijaš nek dober odnos s psi, ker psički, še posebej zunaj, zelo radi pridejo ti kraš žogice, tako da moraš se naučiti komunicirati tudi s psi. Ja, ogromno je nekih pozitivnih lastnosti, ki jih človek razvije z žongliranjem. Ampak to, ko si omenila, da se tudi ta neka fizična pripravljenost razvija, moraš potem v bistvu za žongliranje se, ne vem, neko konkretnejše, pol tudi kaj ogreta, je to prav lahko tudi neka taka fitness vadba, kar malo? Mislim, za karkoli se je fajn po svoje ogret, da ne pride do poškodb ali pa čistko, da malo sploh začutiš, kje imaš telo. Tako da nekih prav specifičnih, mislim, so neke specifične vaje mogoče za ogret, se preden začneš žonglirati, recimo, ne vem, malo dlani ozavestiti, pa malo tako pregnesti, pa mogoče zapestja, pa mogoče obraz ali pa vid, malo tako raztegniti, kako bi s temu rekli. Potem ne bi bilo fino, da kdaj se zgodi, da če veliko žongliraš ali pa vadaš, pa nisi pozorna na držo, da greš tako naprej, da se sključiš, kar pa pol ni fajn, kar pol pač celo življenje hodiš tako okrog. Tako da mogoče, ne vem, kakšne vaje čist za neko to os ob hrbtenici, pa vrat najbrž tudi fino razgibati prej. Super, pol je v bistvu tudi za to višanje zavedanja v lastnem telesu je žongliranje tudi neka super vadba, ne? Zdaj, prej si mi kazala trik, ki se ga trenutno učiš in je sedeč. Tako da bi mogoče gledalcem lahko kar zdaj pokazala ta svoj novi trik, pa mogoče za začetek kar, kako se mu reče, če ima kakšno ime. Kako bi te rekel? Zvonik v Šmartnem. Takole, Eva in zvonik v Šmartnem. Je pa trenutno še trik v učenju, tako da kar izvoli, Eva. Grem jaz žogico iskat. Izvoli. Hvala lepa.
tale je še ne, zato še ne vem, kaj ne z njo, no, pravzaprav. To je potem v bistvu trik tvoje iznajdbe. Mislim, mogoče ga je kdo že kdaj kje naredil. Jaz sicer ne vem. Težko je reči, kaj je zdaj res tvoje, pa kaj ni, ne. Mislim, ja, recimo da tega trika, da sem se ga spomnila, ampak ne moram pa zdaj za ziher reči, da zdaj pa samo jaz ga delam. Ne, si predstavljam, da mogoče je kje kakšna žongler, ki je že delal to, sam pač ne veva en za drugega, no. Sej, kako pa je v bistvu s temi triki, kako so poimenovani? Vem, da je tisti Mills Mess, ki je prav po enem žonglerju poimenovan. A mogoče lahko kar tega v bistvu pokažeš, ja? Lahko. Evo, še zadnji poskus, Eva in Mills Mess. Čudovito, evo. In smo že nazaj. Tako, sva in smo. A mi dve znava kaj žonglirati? Čakaj. Tako, ja. To bo zdaj, boste videli, kako ne znam. Jaz bom pa... O, ne. To je bilo zelo lašč. Jo, jaz rajš ne bom. Rajš ne boš. Preveriti, kako Maj žonglira z besedami. Tako. Nam poveš? Zdravljene. Živijo, Maj, znaš ti žonglirati? Živijo, ne, imam pa spet eno zanimivo zgodbo, ne. Z Evo sem jaz namreč se skupaj učil, ker sem bila še zelo majhna, no. Dolgoletna prijateljica, ampak se nismo učila žonglirati, pač pa francoski jezik. No, evo, žongliranje z besedami, kot sem rekla, ne? Tako je. No, pa povej še kaj je aktualnega. No, jaz sem našel eno zelo zanimivo aktivnost, ne, ker sem že prejšnjič v prejšnjem odseku eno aktivnost povedal. Sem našel in sicer Enigmarium na Trdinovi 8 v Ljubljani prireja Senseperience, se pravi Escape Room Enigmarium je prireditelj. In Senseperience je najgloblja edinstvena interaktivna igra. Priredili so jo tako, da lahko prek aplikacije Zoom odigrate skupaj, čeprav vsak v svoji sobi. Senseperience je edinstvena, inovativna, immersiv, ne gledališka igra, ki jo z vašimi odločitvami vodite vi. Sedite v udoben fotelj, na oči si daste neko prevezo in slušalke in se povežete v svet, ki bo oživel v vaši glavi. S pomočjo opisov in glasovnega vodenja vašega game mestra boste videli in slišali zvoke, zavonjali vonjave, občutili dotike, uporabljali boste predmete, ki jih boste lahko našli in se spuščali v intenzivne interakcije z živimi osebami, ki jih boste srečali. Za opozorilo pa, v igri nimate nobenih nadnaravnih moči, tako je kot v resničnem življenju in v igri lahko celo umrete. Se vam že svita, da bo zelo napeto? No, ne smete pa pozabiti, le od vaših odločitev bo odvisna igra, kako se bo razvila, zato je vsaka igra povsem ekskluzivno doživetje, v kateri ste vi kot v glavni vlogi. Je pa še eno opozorilo, meni malo zabavno, no? Občutili boste močne emocije in naval adrenalina. Zato igro priporočamo starejšim od 16 let. Odlično. To je nekaj taze. Zdaj nisem razumel, ali je to treba tam, ali bi se lahko to mi zdaj tukaj po svoje igro uredili. Je potrebno še to preveriti, ne? Ja, ampak meni se zdi zelo, zelo zanimiva stvar. Zelo zanimiva. Ja, zna biti zelo zabavna, ampak kar... Morda celo strhljivo. Ja. Moraš biti pripravljen. Ja, mogoče je podobno tistem, ki imajo že po svetu, ti zadaš očala gor in hodiš. Tako, ja. Ampak tokrat se mi zdi, da je razlika v tem, da lahko to delamo doma, sicer če imamo ta prava očala in tako, ne. Res je. Ja. Hvala, Maji, za tole zanimivo novičko in bomo prenesli preko Gale pozdrave Evi. Tako, še zmeraj vaju pa sprašujem za tistole, kaj se je zgodilo. To pa bomo na koncu, bo pozdrav vseh voditeljev. Zmenjeno. Velja, se gledamo. Mi gremo pa nazaj, ne?
k žongliranju, mi te bomo tudi še poskušali, če nam bo kaj uspelo, ampak zagotovo bo pa uspelo Gali in Evi, ki jo zdaj ponovno pozdravljava. Pozdravljavajo pa tudi Maj, ne? Predvsem Evo. Ja, lepo pozdravljeni spet nazaj v studio. In lep pozdrav tudi vsem gledalcem. Z Evo sva že malce vadili žongliranje v paru. Eva, iz studia te pozdravlja tudi Maj, s katerim si se baje učila francoščino. Maj, živo Maj, Kleven, živo Maj. Bonjour, bonjour. Ja, z Evo sva ravno kar prikazali, kaj vse se da ustvarjati z žongliranjem tudi v paru. Sicer jaz sem še bolj med začetniki, tako da nekih strašnih trikov žal ne morem sodelovati. Ampak kot žonglerka začetnica bi te jaz v bistvu vprašala, kako se pravzaprav človek loti nekega novega trika in s kakšnimi izzivi se v bistvu spopadaš, ko se lotiš novega trika in kako jih prerasteš. Ja, mi smo se dosti med sabo učili, z Otonom in Tjažem, pa z Gregorjem, pa tako z ekipo. Tako da pol malo gledaš v bistvu, kaj drugi delajo, pa pol, ta trik mi pa všeč, mi ga razložiš, to je ena varianta. Pol pa lahko tudi, dosti smo gledali nekih, ful se spomnim, en video je bil, Oton mi ga je pokazal, Tim Kelly, nek žongler, ki je imel neko ful dobro muziko in je imel ful enih trikov. In pol v bistvu ti gledaš ta video in si tako, to je pa ful dobro, to je pa en nov trik. In pol pač daš na pauzo in pol spet na pauzo in pol spet na pauzo in pol spet na pauzo. Še preden se je dalo slow motion dati, no. Tako da pol kdaj v bistvu razvozlavaš trike, ki jih vidiš pri drugih žonglerjih. Ali pa greš na kakšno konvencijo žonglersko, ali pa na srečanjih ponavadi si pol razložiš. Ti si se že udeležila kakšne konvencije, je mogoče tudi kje tukaj v Sloveniji kdaj kakšna organizirana, kako to se človek spravi zraven? Ja, mi smo bili v Bruneku, ki je pač obstaja ta Evropska žonglerska konvencija, ki je ogromna, potem obstaja pa še neka hrpa manjših konvencij. Tudi bi rekla, da ko se mi dobimo, je neka manjša konvencija. Ampak ja, je bilo organizirano tudi že v Sloveniji, od Svetovnega dneva žongliranja do Evropske žonglerske konvencije na Ptuju. Ampak zdaj smo bili zadnje par let smo se zgubili, da bi organizirali spet kakšno, ampak mislim, da bo kmalu iz internih virov. Jaz se že kar veselim. Pa prej si omenila tudi Cirkokrog in o Cirkokrogu smo sicer že imeli prispevek tudi na naši televiziji, ampak če bi se človek zdaj želel kako pridružiti, kako stopiti v stik, začeti žonglirati, na kakšen način bi lahko to storil? Ja, zdaj je res malo težko, ampak ob ponedeljkih se dobivamo na Metelkovi pred menzo, kjer je v bistvu, ja, vadimo, dobimo se in vadimo. Tako da kdorkoli lepo vabljen v ponedeljkih od 3 naprej, zunaj. Zdaj pa zaenkrat imamo pa bolj samo na internetu stvari, no, žal se ne dobivamo prav živo, da bi vas povabili na kakšno cirkuško sredo, ki so pa sicer bile na pedagoški fakulteti vsako sredo. Potem v bistvu je zdaj internet nekako naš glavni zaveznik, ne? Ja, jaz imam še nekaj vprašanj zate in sicer zanima me, kjer je tvoj najljubši trik, pa če nam ga lahko pokažeš mogoče. Aha, moj najljubši trik, to je težko vprašanje, v bistvu. Ne bi si čisto upala reči, ker je moj najljubši trik. Včasih, ko je lepo vreme, mi je moj najljubši trik takole, tak visok, opa, pardon. Bom jaz še malce povečala vidnost Eve, da lahko vidimo, kako Eva meče tile žogice v zrak. Takole. Evo. Eva, izvoli. A ima ta trik mogoče tudi kakšno posebno ime, ali to bi bila samo visoka reverse kaskada? To bi bila visoka reverse kaskada. Tako zelo zračna je, zato mi je zelo ljuba.
Pa kaj bi bil še? Najljubši trik, recimo tam je zelo ljub. Tudi ta je pa bolj mečka. Tega se kaj vidi. Tako vse neke stvari, ko se v bistvu lahko tako v telo zraven uplete, so mi kar ljube. Tako. Kaj pa mogoče kakšen enostaven trik, s katerim bi lahko gledalci začeli, če mogoče imajo ravno pri sebi kakšno žogico ali pa kaj podobnega? S čim bi pravzaprav lahko doma začeli žonglirati, če nimamo ravno žonglerskih žogic? S kakšnimi trdimi jabki, s krompirjem, z gužvanim časopisnim papirjem ali pa z vrečko z rižem, recimo, se tudi da. Ne vem, kakšni preprosti triki za začetek bi bili, ne vem, že to postavljanje po telesu, pa mogoče ta katapult je tak fin. Opala. Ali pa kakšni začetni meti, ali pa kakšne take kotaljenja po telesu, ali pa kakšne takšne reči. Torej v bistvu praktično, da se spoprijateljimo nekako z žogico, ne, da dobimo občutek, kakšna težo ima žogica. Potem pa lahko probavamo, koliko na mehno lahko mečemo, pa koliko na... Pol se igramo z višinami. To s temi višinami je v bistvu pravzaprav tudi en cel sistem za potem že malce naprednejše žongliranje. Bi mogoče lahko kaj o tem povedala, kako je s temi višinami, smermi, številom žogic? A to so številke? Ja, številke, ja. Kako so že rekli, da se reče sistemu? Ja, to je en žonglerski zapis, kateremu se reče sideswap, ki bi ga lahko mogoče primerjali z notnim zapisom. Če se glasbo zapisuje z notami, se žongliranje zapisuje z številkami, ampak ne izključno. Je bolj, ni tako natančen ali pa jasen kot note, je pa natančen in jasen v žongliranju, ki se mu reče toss juggling v angleščini, sicer to je žongliranje, ki se dogaja pred nami tukaj. Ne? Ta zapis ne zajema recimo takšnih metov ob telesu, naprimer. Ta zapis je tak, da ima vsak met svojo številko. Ne? In recimo tale trik, kaskada, bi se zapisal številom 3. To pa zato, ker, če gledate zdaj rdečo žogico, bo ona rabila 3 dobe, da bo prišla nazaj na svojo izhodiščno pozicijo. In zato, ker se v tem triku ponovijo 3-krat isti met, pravzaprav, bi se to zapisali 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ampak bi se jo po matematično skrajšali samo v 3. Potem imamo recimo drug trik, 4, 4, 1. Kjer sta navpična meta številka 4 in ta met številka 1. In zopet zato, ne, ampak tle je pomembno mogoče reči, da ni nujno, da se na tak način naučimo žongliranje ali pa razmišljamo o žongliranju. Ne, se spomnim, da ko sem se učila, ta 4, 4, 1, sem se ga učila kot hiša, hiša, most, hiša, hiša, most. Ne, in recimo tudi žongliranje za kaskado, zadnjič sem videla en super video od enega fanta, ki z jezikom gluhonemih razlaga žonglažo in sicer on pa razlaga preko ritma. Ne, kako... Ne, tako da lahko tudi bolj zvočno dojemamo ali pa bolj mogoče abstraktno v smislu nekih podob, na katere nas trik spomne ali pa neko melodijo, ki si jo pojemo in se pol na podlagi melodije učimo. Tako. Ja, najlepša hvala, ful enih zanimivih metod za učenje žongliranja. Zaenkrat, Eva, bi se ti jaz zahvalila za vse te informacije in demonstracijo. Tako da bomo prispevek tukaj zaključili, za kaj več pa upam, da bova lahko še nadalje sodelovali in mogoče še kaj več pripravili
gledalcem. Tako da Eva, hvala. Ja, hvala za vabilo, tudi Ljubljana TV in Gali. Najlepše se vam zahvaljujem za ogled, zdaj pa gremo spet kar v oglase in se gledamo.